Dragi gledalci, drage gledalke, lep živjo vsem skupaj in dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice. Danes se umaknemo mačkeno stran od meni poznanih mountain bike voda in gremo v freestyle BMX. Panoga, ki v Sloveniji ni še čist močna, vsaj po moje, ampak jaz se ne spoznam, se pa spoznam moj današnji gost. Drage dame in gospodje, to je zelo zanimiva oseba, ki ga je vreden predstaviti, mlad, talentiran, zagnan, spreten, še veliko pridevnikov bi lahko uporabil. Z nami je Jaka Remec! No doubt. It took 10 years for me to pressure cook my fears. Now my frontline rhymes moving up from the rear. My dream / career appear ever so clear. Now I'm able to touch, smell, see, speak and hear. My fans cheer. My time is finally here. Ok, Jaka, dobrodošli v Zasliševalnici. Ne biti živčen, nič ne v drame. Dajva začeti s kratkimi vprašanji, ok? Povej gledalcem, kdo si, koliko se star in od kje prihajaš? Ja, jaz sem Jaka Remec, star sem 15 let in prihajam z Ljubljane. Kaj je tvoja najljubša glasba? Rap music, definitivno. Kaj je tvoja najljubša hrana? Po moje špageti bolognese, to je kar dobro, no? Ne moreš faliti s tem? Za punce, kaj si po horoskopu? Vodnar. A ladies man, a la 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 ladies man. Najljubši plet za furat doma in po svetu? Ja, doma mi po moje najljubši furat kar v divjini. To so dirty v bistvu dosti brutalno. V tujini pa na Nizozemskem, tam je res hudo, res je dober trening facility, tako da 040 BMX park. Povej mi še tole, kaj je tvoj najljubši objekt v skateparku oziroma nasploh? Moj najljubši objekt, po moje kar jumbox, mislim, da sletiš, lahko delaš bangere, tako da to je po moje kar najbolj. Univerzalno, ne? Ja, itak. Kaj pa kvoteri? Kotri, to je tudi brutalno, ampak Jumbox zmaga. je all time favorite. All time favorite, zelo dobro. Jaka, povej mi, kako bi opisal svoj stil vožnje? Ja, moj stil vožnje, pač jaz res obožujem trike, tako da moji rani so res napolnjeni s triki, tako da jaz bi rekel, da grem visok, res bangere delam, tako da ja, to. Pa je bolj smooth ali bolj na power? Ja, jaz bi rekel, da je bolj na power, mislim, jaz se pravim čim bolj pač smooth tudi furat, pa stil vključiti v to, ampak je kar bolj powerno. Tak dinamičen maček. Zihar pri teh letih imaš kakšnega vzornika, kdo ti je najboljši? Ja, meni vzornik v bistvu Rim Nakamura, Japonc, res zdaj nov na tej sceni, ampak res brutalna fura. In pa Avstralec Kyle Buldog, on je tudi on another level, tako da to je kar hardcore scena. Predvidevam, da njiju tudi najraje gledaš, kako furate, a ne? Ja, definitivno. To, kar gledaš, pač nimaš besed, res se moraš opisati njihov style furanja. Eno tako sanjaško vprašanje, Jaka. Če bi zadev na lotu, kaj je prva stvar, ki bi si jo kupil? Po mojem kar ta park naprej dokončal, kaj bi si pa kupil, pa ne vem, downhillca mogoče, ne vem, kaj tasga. Smart model. Smart model. Fotor se za glavo drži. Ne, pa jaz mislim, da BMX ti da ful dobro osnovo. Že nasploh jaz mislim, da bi vsak mogel začeti na trdaku. Ja, itak, to valjda. Ja. Pa od tega trdevilca od spredi imaš zihar bolj ujačo na zapestje. Ja, definitivno, ker lenda šplet, te kar nabije, no. Poleg BMX-a imaš še kakšen hobi? Ja, furam endurca, pa igram kitaro. Tako da, to sta moja dva hobija, no. Poleg tega tudi rad igram golf, pa plezam tudi zelo veliko, to je ena vrsta trening, ki ga upravljam, ampak res uživam v tem, no. Se pravi, najdeš neke povezave z golf, s kolesarstvom, pa, kaj si rekel, plezanje s kolesarstvom, ne? Jaz sem definitivno tak tip, da pač mi rata dolg čas, po enem času, če skozi eno isto delam, pač ena isto vrsta treninga, tako da to, da vključim plezanje, pa golf, pa enduro, to je res, se mi zdi dobra kombinacija, no. A si tudi tam toliko talentiran, kot na kolesu? Ne. Se pravi, Tiger Woods se ne rab trest. Ja, Tiger Woods lahko kar malo še čila. Jaka, zdaj prve vprašanje smo dali skozi, zdaj pa na resne zadeve. Koliko cajta že furaš? Ja, jaz furam zdaj 6-7 let, začel sem tam konc drugega razreda, začetek tretjega, tako da zdaj bo 6-7 let, ko se s tem ukvarjam, no. Kar mlad model, a? Ja, dost. In kako da se nisi odločil špilati fuzbal, kot večina tvojih vrstnikov? Ja, pač jaz sem se preizkusil v teh športih, ko so fuzbal, košarka, take stvari, pa nikoli, ne vem, mi ni bilo to čisto to, tako da sem pol prek skejta pač spoznal tudi BMX, tako teh freestyle scen, tako da to je bil pač
ta začetek, ki mi je bil res navdušen nad BMX-om, tako da sem kar s tistim se začel pol ukvarjati. Hudo, in kako se je pol vse to zate začelo? Kako si našel BMX? Ja, jaz sem pač v osnovi rolal, pol sem skatal, pač po zimi sem pa imel pač trenerja za smučanje, pa je on poleti pač se z BMX-om furil in sem ga jaz za PopTV srečal. In mi je posodil BMX in od takrat naprej mi je bilo pač, sem probal in mi je bilo ful všeč in sem fotra pripričal, da mi je kupil BMX-a in pač od takrat nisem nehal, ker mi pač res sikne. Ok, se pravi, zaljubil si se v BMX in da mi povej, kako da te je odnesel v freestyle BMX, kako da nekakšen vert ali pa street? Je pač jaz sem v skateparku sem res zmeri raj furil kakor na ulici, ne. Jaz sem se včasih tudi z pač BMX res ukvarjal, pa mi ne vem, nekaj ni mi potegnilo, no. Tako da v vrt BMX itak ni pogojev, kle nič. Pa zmer sem raj furil pač park, zato se za street nisem odločil. Yo, go get your tickets, you'll see snacks and beverages while we get wicked all in your brains, cracks and crevices, service and bulletins to you critical puritans who be shouting in my vicinity, doubting my capabilities. No defeat, my whole fleet be scorching. Keep, of course, your vision blurs from heat distortion. Need proportions, better take precaution while we shake the force. Your face so lost in, never flossing. Hands up for your move, we sloppy dope. Jaka, ti tudi zelo resno tekmuješ, ne? In to ne lih vaška liga, ampak tudi kar širše. Povej mi, kaj je najboljši dosežek tvoj zdaj? Ja, moj najboljši dosežek je pač zmaga v Franciji, to je bil svetovni pokal, tako da to je pač moj najboljši rezultat. Sem tudi tekmoval že na Kitajskem, na svetovnem pokalu, sem tudi drugi bil, tako da res se trudim na teh tekmah, tako da ja, najboljši rezultat je pač zmaga na svetovnem pokalu. Ja, to se že lahko kar pohvali človek, ne? Ja, kakor so zame, ne. Skromnost je lepa čednost. Je pa ta freestyle BMX tudi zdaj olimpijska disciplina, ne? Ja. To ti zna biti kar motivacija. Ja, pač jaz tudi že preden je bil BMX olimpijski šport, je bil pač, jaz sem zmeraj gledal olimpijske, tudi če zmeraj jih gledam. Tako da je BMX zdaj del tega, je res tako velika motivacija, tako da jaz upam, da bom 2024, ne vem, a se bo kaj predstavljala, ne, v Parizu bil na olimpijskih igrah, to mi je res največji cilj. 2024, dragi moji, bomo držali pesti, ker jaz verjamem vate, Jaka. Hvala. Ko smo pa želih pri olimpijskih, povej mi, X Games ali olimpijske? Jaz rečem olimpijske. Je bolj prestižno. Ja, v bistvu ja, tista olimpijske je en tak event, ki pač res je na vsake 4 leta, tudi razlog je za to, tako da jaz menim, da je to na zelo višjem nivoju kot X Games. Sicer X Games je tudi brutalno, ampak meni so olimpijske tisti najvišji cilj. Kako se pa po kategorijah pol to razdelijo? Ti spadaš pa v kakšno kategorijo? Ja, jaz zdaj v svetovnem pokalu spadam v juniorje, se pravi v 15 letih greš ti lahko v naslednjo grupo, amater. Jaz bi zdaj z januarjem, ko sem imel rojsten dan, grem lahko v višjo kategorijo. Za pro kategorijo moraš pa zbrati 50 točk, ki se zbirajo pa na C1 tekmovanjih, to so razna tekmovanja po Evropi, tako da, ko pa zbereš tistih 50 točk, greš pa lahko v pro kategorijo. In ti moraš zdaj to nabrati. Ja. In kako je tale korona pokvarila tvoje plane? Je kar za letošnjo sezono bi mogel biti v bistvu kondisti tudi po Hrvaške, se pravi Pannonian Tour, to bi mogel jaz vse iti, ampak je zaradi pač stanja, kakor je bilo vse odpovedano, zdaj ali bo to še, ne vem, ampak ja, v bistvu je teh 50 točk skenslila ta korona, lahko rečem. No. Grozen. Kaj pa zdaj naredil? Kakšni so ti plani? Ja, zdaj pa plani pač lepo tale park naprej postaviti, progresati, pa iti na tekmovanje, še zmeri C1, to je eden večjih ciljev, da lahko pol grem v pro tekmovanje in pač tekmujem z najboljšimi na svetu. Odlično, da mi pa povej, ti meni to razloži, ker jaz sem kle res čisti amater. Ta vaša runda, ki se ti spustiš noter, ti imaš koliko časa, da dokažeš, kaj znaš? Je se pravi, v bistvu ran se reče in imaš 1 minuto, oni gledajo, se pravi, težavnost tvojih trikov, višino, style, uporaba parka in glede tega ti pač dajo ven skor in potem si pač razvrščen po lestvici glede na skor. In to je več različnih objektov, ne? Od box jumpa, od kvoterjev, od kaj imaš noter še? To so v bistvu hipi, spajni, vrt, kvotri so tudi že noter, tako da res to je različen park zelo, tako da vsak ima neke svoje linije, zdaj čim boljše je, da imaš ti svojo linijo, ki je noben ne fura, tako da s tem si prineseš tudi nekaj točk. No, in to me zanima, kako se ti zdaj, kakšen ritual imaš, kakšna je procedura, da ti rečeš, ok, dropno bom noter, tam bom backflipa, pa na kvoterju flera zategnem. Kako to rata? Pač jaz grem, midva z očetom greva že pač nekaj dni prej tja, tako da si jaz lahko gledam vse park.
Sicer jaz tekmujem v junior kategoriji, zato imamo veliko manj praktice, tako da je to še toliko bolj pomemben, da že veš, moraš si predstavljaš, kakšen bo park in že prej si staviš linijo, tako da pol na praktici samo v bistvu delaš tisto rutino in potem, ko je kontest, moraš pač to speljati, ne. Predvidevam, da tudi prakticiraš vizualizacijo. Ja, definitivno, to je eden zelo pomembnih delov. Zdaj se tudi, to glede vizualizacije sem se pač seznanil z različnimi plezalci, ker oni to res veliko delajo, tako da sem se pogovoril s svojim trenerjem tudi in je rekel, da to mi bo zelo svetovalo, tako da zdaj tudi kaj ta karantena, jaz se vležem doma na poslo in pač delam trike v glavi, se premikam, kakor je, tako da to je res en zelo pomemben del tega, tako da jaz mislim, da je to, lahko rečem, 80% tudi tega, da boš pa si bolj verjameš vase in da boš speljal to linijo do konca. Hudo, da mi pa še razloži to tvoje dihanje, preden se vržeš noter. Mende, po besedah očividcev dihaš k Herman Mayer v zlatih časih. Ja, mislim, dihanje je zelo pač pomemben del, da se ti umiriš, da ne grejo te tiste stvari, a bom padel na tistem modelu, da ti gre to vse iz glave, tako da dihanje je res pomembno, da pol dropneš not, pa itak vse pozabiš, pa samo uživaš. To je zelo dobra predstavitev mladega Jake. Jaka, jaz te spremljam na Instagramu, tam sem tudi zvedel zate in moram reči, da kaj si zelo discipliniran v delu, saj za svoje leta. Kaj vstajaš o 5 zjutraj, greš trenirati, ne vem, plezati, karkoli in pa greš v šolo. Kako ohraniš ta fokus? Je pač meni zelo pomemben, da naredim res vse, da bom pa na kolesu res 100%, da bom lahko delal najboljše treninge, zato pač res se fokusiram na to, da imam splaniran dan, da vem, kdaj bom delal za šolo, da vem, kdaj imam zjutraj trening, da vse je določeno, kdaj bom jedel, to pač res je vse v nulo, tako da ja, to je to. Nisi polovičar torej. Točno tako. Povej mi, kaj je pa največja distrakcija zdaj, sploh pri tvojih letih? Kaj mi foter teži. A to je distrakcija? Ja. On te preganja. Da Točno dosežeš svoj greatness. Točno tako. Na koncu boš rekel hvala. Bom. A v šoli ti gre? Ja, kar gre, se trudim, tako da. Kakšne ocene padajo? 4 pa 5. Swag, no, se pravi, Trudimo, ne. ja, je na nivoju na vseh področjih življenja, se pravi, Jaka. Ja, probam čim bolj, ne. Tako kar gre. Jaka, zdaj pa to. Da ti usvojiš nek nov trik, sploh tak bolj kompleksen, ne? To je kar ena taka dogodivščina. Kako se lotevaš učenja novega trika? Ja, pač jaz sem tak tip, da ne bom kar neki sendal brez feelinga, tako da jaz se res počakam na tista pravi trenutek, da najdem fompit, da grem to s trenerjem postopoma delam, tako da moj prvi korak je zmeri, da si naprej predstavljam, kako bi trik izgledal, potem naredim ta trik v fompit, pač dokler nisem res 100%, ga naredim 100krat, 200krat, pač res dokler ne zaupam sam vase, ga ne bom šel delati na rezi, pa tudi če bo ne vem kakšen pritisk, ga ne bom šel. In pač pol, ko se pa počutim v redu, pa sam sedem na rezi, pa tam vadim, da lahko pa na kontestu sfuram, ne. Hudo, kaj pa akrobatko, tudi kaj vključuješ v to, ali ne? Ja, zelo veliko hodim tudi v VUP trampolin park, tam je zelo pomembna tudi koordinacija v zraku, tako da to kar delam, ja. Odlično, da mi pa povej od vseh trikov, kjer je tvoj najljubši? Moj najljubši trik je flip whip, ta je res tako, nisem ga velikokrat do zdaj naredil, ampak mi je res zanimiv, tako da. Kaj so pa zdaj te v svetu BMX-erje? BMX-er je bil napram mountainbikeu vedno PlayStation. Kam je zdaj šla ta svet rotacij? Koliko je zdaj se to že obračajo? Je pač to, kar je zdaj v igrci, kar postaja realnost, tako da res te atleti ni več samo, da grejo v park pa sedajo, ampak so tudi veliko telovadnici, veliko naredijo, ki so dol z bicikla, tako da to BMX scena, jaz mislim, da v svetu glede trikov ekstremno napreduje, res. Ja, jaz se ne bom nikoli pozabil. Takrat smo začeli 2003 s kolegom iz osnovne šole, smo vzeli vsak svoj BMX in smo nekaj tam drkali iz pločnika in smo sedela enega večera in smo rekli, jaz sem njemu rekel, si ti predstavljaš, da bo čez par let en backflipa z pločnika zategnil. Pa on tako, dej nekaj, to je nemogoče in dejansko so ga naredili. Ja, zdaj že čez tega delajo, tako da. Nepredstavljivo. Pri vseh teh trikih pride tudi poškodbe, a ne? Ja. A si imel kakšno hujšo? Ja, jaz sem v bistvu nategnil križno vez v kolenu, tako da to je bil en tak setback, tako da smo se s trenerji pač zbrali, smo ugotovili, kaj moramo narediti, tako da je rehabilitacija, smo se res osredotočili na to in smo pač zrihtali kolen in smo šli dalje, ne? Zlomov nobenih hujših? Ne.
Hudo, si pa pred kratkim padel na glavo. Ja, v bistvu sem faceplantal za Pop TV-jem, tako da sem malo zobov zbol, ampak je del tega, kaj čmo. Grdo je, ki bolel. Ja, malo pa je, ne. Ampak si trdoživ. Točno tako. Ne da se, fant, ne da se. Flossing, hands and jump in your move. We sloppy dope and I'm hoping that when I roll, get you open like a fallopian tube. In my group we include brothers who worthy rebels and DJs from LA. I'm from Shahi, from Jersey, ever thirsty for success plus never vexed, living for Allah cause he blessed us with the talent to make your ass and your next guest rockin' since the 84 fresh vest. Yes, great. Jaka, zdaj pa tako, glede na to, da ta scena ni toliko razvita pri nas, kje hudiča treniraš? Je pač, jaz sem treniral pač veliko po Evropi, tudi v Ameriki. Po Evropi sem treniral po Nizozemskem, na Dunaju, na Češkem, vse povsod. Šel sem tudi v Ameriko, kjer sem bil tam 1 mesec, sem treniral, tako da jaz sem res vse povsod, kar mi je tudi ful všeč, da sem, pač da furam skozi nekaj novega, tako da zdaj tale plec, ki se pa dela v Tržiču, bo pa res veliko pomagal, ne. Pa videl sem, da si kalil svoj skill tudi pod taktirko svetovne elite. Kje so ta znana imena, ko so te imela čez? Ja, pač jaz sem v Ameriki sodeloval z Josh Perryjem, res enim najboljšim riderjem na svetu, bil tudi zelo dober prijatelj z Dave Mira. Tako da pri njemu sem 1 mesec treniral, je bila res taka dobra izkušnja. V Evropi sem sodeloval z Michaelom Baronom na Češkem nekaj let nazaj. Trenutno pa sodelujem tudi s Senad Gorošičem, moram reči, da mi je z njim do zdaj najbolj. Res me ima naštudiranega, tako da pač jaz res uživam z njim, pa tudi dobra frenda sva, tako da pač gremo furat s frendi, ne. In kaj je najboljši tip, ki si ga prejel od projev? Verjamem vase, definitivno, ker pač če v tem športu ne verjameš vase, pa greš en trik sendat, pač se ne bo dobro končal, tako da Verjamem vase. Ja, verjameš To je kar smart poteza. Ja, točno To je tako. kar smart poteza. Mi pa povej, kaj, te proji so vsi down to earth, so v redu guy, ali je bil kakšen malo bolj vzvišen, ga je treba malo let prebiti, da se zaupa pa tako? Ne, jaz z vsemi, ki sem sodeloval, so pač res, jaz sem mislil, da bo to tako, da pač ti si ena materija, sem pro, jaz se ne bom s tabo pogovarjal, ampak je čisto obratna scena, res so ful v redu, tako da so cool. Svaka čast, ker ti si zelo mlad, to je, da bi jaz pri 15 letih spoznal svoje vzornike, Sam Hilla pa to, ne? Kako to gledaš na to? Si bil nahajpan, ker ste prvič šel pismo do takih legend? Ja, pač mene je bilo itak to zmeri pač bolano, tako da velikrat sem bil tudi kar živčen se pogovarjati s temi proji, še posebej, ker nisem znal dobro angleško, ampak zdaj sem se navadil, tako da smo res frendi, tako da mi je res super to. No, ta star, to je čisto hudo slišati take zgodbe. Ok, Jaka, in zdaj sva klele v Tržiču, kjer se gradi tale nova hala, tvoj novi poligon. Najprej mi povej, na lestvici od 3 do 17, koliko si navdušen? 500 000. To je pa kar navdušenje in tudi verjamem. Povej mi, kako da ste se odločili za to potezo? Kaj, te obstoječe hale, kot naprimer Rogova, pa kaj je Urban Roof, ti niso več nudile to, kar ti rabiš za piljenje svojega skila dalje? Je pač te skateparki so vsi majhni, tako da pač mi smo zmeri nek plac iskali, pa ga je pač zelo težko najti za neko dobro ceno, pa da bo pač prava višina, prava širina. Tako da kle v Tržiču smo zdaj najdeli in jaz sem res zadovoljen, ker bomo lahko kle postavili res proper training facility in kle bom lahko lepo ohranjal in napredoval tudi, tako da. In če nam klele na kratko opišeš, kaj gledalce oziroma bodoče raziskovalce čaka v temle prostoru? Je pač v tem prostoru bo čakal ogromen skatepark, kjer bo pač moraš že malo imeti občutka na kolesu, da boš znal to peljati. Bomo imeli tudi zraven, imamo še neke prostore, ki bomo naredili manjši plac, tako da boš se lahko tudi tam navadil. Ampak tle je pač ta velik prostor je namen, da bo pač ta pravi training facility, da boš lahko napredoval, delal backflip, foam, pač karkoli ti bo pasal. Kdaj si se zavedel, da je treba iti mačkan na več? Kdaj si rekel, fakt, tale Urban Roof je pa res, prerastel sem ga? Ja, pač jaz sem, še ko je bil ta star roof, sem tam začel v bistvu, pol čez nekaj časa sem pač jaz itak šel v tujino, ko smo že takrat vedeli, da pač kle v Sloveniji ni nič, pač pol te na nek način prisil, da ko si doma greš na kolo, pač sam, da si na kolesu, tako da v bistvu smo pa res dolg časa smo iskali te prostore, pol smo pač tudi prišli na to,
da so bile skakalnice, pač backyard ramps, temu rečemo. Tako da mi smo res dolg časa to iskali, pač že ful dolg časa. In našli ste. Točno tako. Ok, mi pa povej, zdaj ti objekti, ki so v teh zgradbah, a je to kakšna določena, predpisana mera, kako mora biti zadeva zgrajena, ali se to upali po občutku? Pač mislim, neke mere so določene, pač približno, da vemo tisti rank od kje do kje. Imamo pa v bistvu, bomo pa tako naredili, da ne bo zdaj res največje, pač da se boš ubavkal šel gor, tako da boš lepo lahko napredoval, da bo friendly na nek način, no, odvisen, koliko znaš furati. Bo na nivoju, dragi moj, to lahko rečem. Ja, ko bo, daj približen. 1. julij bo dokončan park, načeloma. Približuje se torej, ok. Se pravi, bi se lahko rekli, da z očetom Sandijom urjete ledino freestyle BMX v Sloveniji, ja? Ja, jaz mislim, da pač ta napredek, ne samo mene, ampak tudi drugih riderjev, pač te male mulce pač sprav na kolesa, kar mi je pač zelo všeč. Nivo trikov se itak po celotnem svetu dviguje, tako da jaz sem eden pa od teh Slovencev, ki pač dvigujem ta stil težavnost voženja, kako ne rečem. Svaka čas, ker imam občutek, ne vem zdaj zakaj, ampak brez podpore očeta oziroma staršev, da se ne bo mama čutila tudi zapostavljene, bi bilo kar težko, a ne? Ja, definitivno, mislim, starša sta mi pač največja podpora, foter mi itak povsod pele, pač me tudi finančno podpira. Brez mame pa itak nič ne gre, ne. To je pa klasika. A je kje v skrbih? Ja, to pa zelo. To pa zelo klasične mame torej. Ok, mi pa povej, a kdaj s fotrom potegneta črto v Excelu pa malo pogledate, koliko je en taka tvoja sezona, koliko je to stroškovno? Ja, pač ena taka sezona pride tam od 30 do 40 jurjev, pač res ni poceni z vsemi tekmovanji, pač da moraš priti do tja, ješ tam, bivanje, pač tripi tudi v Ameriko, se tudi ne plačajo sami, tako da pač to je res velik denarja. Se pravi, kapo dol fotor, cela družina pa v bistvu sponzorji. Imaš neki sponzorjev, ne? Yep. Tudi finančno podprejo zadevo? Ja, res pomagajo zelo. Ok, več sponzorjev takih rabimo, da pomagamo take mladiče spraviti v sam vrh, ne? Ja, se strinjam. Ok, Jaka, klele sva zelo proti koncu današnje zasliševalnice. Klele mi boš povedal samo še, kje se vidiš zdaj čez 5 let? Kakšni so plani za naprej? Ja, plani za naprej so res, da napredujem, čez 5 let se pa upam, da bom na olimpijskih igrah. To mi je res največji cilj, tako da to mi je tak lifetime goal. Lej, če kdo kle drži pesti, sem to jaz. Da bom sedel za TV-jem, pa bom se drl noter za našega Jako Remca, a ne? Ja, cool, ne? Ok, Jaka, to je z moje strani to. Najlepša hvala, ker si vzel čas, pa bil moj gost. Veseli se, da sva se tudi prvič videla pa spoznala, a ne? Ja, jaz sem videl enkrat po dotiku. Ampak najbrž zelo bežno, Ja. tako jaz se ne spomnim. V glavnem, jaz ti želim veliko uspehov, pa čim manj poškodb na tvoji poti. Pa dej, spomni se name, ne pozabiti name, ko boš pro, ko bom jaz stal tam v vrsti za avtogram, pa mi ga boš dal, ne? Definitivno. Hvala. Odlično. Gangster, svaka čast.